V Luki Koper praznujejo. V prvih 9 mesecih je skupina Luka odlično poslovala. Dobri rezultati pa so predvsem odraz povečanega pretovora, večjega obsega opravljenih storitev ter višjih prihodkov iz naslova skladiščnin. Poslovni izid iz poslovanja je v tem obdobju znašal 66,2 milijona evrov, kar je za 183% več od lanskega. V četrtek zjutraj pa so v Luki zabeležili še poseben rekord. Pretovorjen je bil milijonti kontejner v tem letu. Ob tej priložnosti so na kontejnerski terminal povabili poslovne partnerje in predstavnike medijev ter s slavnostnim premikom kontejnerja z ladje, ki je v Luko priplula z Daljnega vzhoda, obeležili rekordni dosežek. Še enkrat bi čestital poslovodstvo Luke Koper za res velik dosežek in presežen mejnik pretovorov milijontega kontejnerja v Luki Koper. V teh negotovih in posebej težkih časih za gospodarstvo so tovrstni mejniki, tovrstne pozitivne zgodbe še kako pomembne in dokazujemo tudi v Sloveniji, v slovenskem gospodarstvu, da se da z pravim pristopom ohranjati in še izboljševati pretekle rezultate. V Luki pa jim milijon seveda ni dovolj. Po doseženem rekordu se že ozirajo k novemu cilju, 2 milijonoma. Za začetek bi bili zadovoljni že s poldrugim. Čeprav so prostorske zmogljivosti Luke Koper v zadnjih letih pa tudi kapacitete železniškega omrežja zelo omejene, so njihovi načrti smeli in optimistični. Mi bolj ali manj z rekonstrukcijo obstoječih skladiščnih blokov in razširitvijo skladiščnih blokov ter izgradnjo severnega dela Pomora bomo pripravljeni. Je pa res, to lahko izpostavim, kar se v letošnjem letu dogaja zaradi vseh teh razmer, tudi na železniški infrastrukturi, da se nam je ravno na kontejnerskem terminalu popolnoma porušil model Split. Trenutno približno 55% pretovora poteka po cesti in samo 45% po železnici. V preteklosti je to razmerje bilo popolnoma obratno. In če bomo imeli na nek način zagotovljen ustrezen servis na, bom rekel, zaledni strani, predvsem govorimo o železnici, verjamem, da je tam 1,5 milijona dosegljiv mnogo prej. Po besedah predsednika uprave bo Luka Koper na poldrugi milijon pretovorjenih kontejnerjev pripravljena v roku 5 let. Zaenkrat se torej veselijo milijontega kontejnerja. Zakaj pa je ta številka tako zelo pomembna, tudi v primerjavi z ostalimi pristanišči v regiji? Glede na to, da je severni Jadran mogoče ni bil deležen toliko pozornosti strani globalnih strank v preteklosti in je nek mejnik, ki pove, da smo pripravljeni, smo delali v pravi smeri, investirali v tiste kapacitete, katere so nam to pripomogli, da pridemo do tega milijona. Ne? In dejansko je to en mejnik, ker enostavno prvi milijon v severnem Jadranu ali pa v celem Jadranskem morju, bom rekel, pri vseh pristaniščih je tako pomemben, da nas je še dodatno utrdil na prvem mestu in verjetno tudi promocija zdaj Kopra v svetovnih medijih bo bistveno višja in od tega si lahko tudi nadejamo kakšne dodatne tovore in nove povezave in tako dalje. Ker prvi milijon se ne pozabi nikoli. Nekaj takega, ja. Najpomembnejši poslovni partnerji koprskega pristanišča prihajajo iz Daljnega vzhoda, predvsem Koreje, Japonske in Kitajske, razvijajo pa tudi druge trge v Aziji in svoje priložnosti iščejo še v Južni in Severni Ameriki. Ladja, ki je pripeljala milijonti kontejner, v Koper prihaja iz Koreje, preko Sueškega prekopa pripluje v Mediteransko morje, Luka Koper pa je prvo pristanišče, v katerem se ustavi. In kaj je v milijontem kontejnerju priplulo v koprsko pristanišče? Raznih seveda dobrin, ki se na nek način prodajajo za splošno uporabo v retailu. Ogromno je sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, v zadnjem obdobju zraven sadja, zelenjave, ogromno, baterij, kar dodatno seveda nam nekje povpraševanje po hlajenih kontejnerjih dviguje. Skratka, v zadnjem času tudi avtomobili, skratka, mnogo tega se pretovarja skozi kontejnerje. Luki napovedujejo še en rekord. Pričakujejo namreč, da bodo v naslednjem tednu zaokrožili številko 800 tisoč pretovorjenih avtomobilov.